Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in minister za okolje in prostor Andrej Vizjak sta si v petek ogledala hidroelektrarno Brežice. Vrtovec je projekt hidroelektrarn na spodnji Savi označil za dober in uspešen primer. Imamo v Sloveniji izvrstno priložnost, na to, da smo tudi vodno bogata država, da izkoristimo reke v vsej polnosti za energijo. In dober primer je ta primer na spodnji Savi. Želim poudariti pomembnost investicije tudi še zadnjega dela v tem mozaiku, to so Mokrice. V Ministrstvu za infrastrukturo ima podjetje podporo, da pridemo končno v upoštevanje vseh deležnikov, ki so v tej zgodbi, tudi okoljevarstvenikov, da pridemo do končnega rezultata in da začnemo z gradnjo in to investicijo čim prej. Sleherni poseg v prostor je kompromis med ohranjanjem in varovanjem narave in okolja ter hkrati razvojnimi potrebami družbe, je ob tem povedal okoljski minister. Prav takšen je tudi projekt hidroelektrarn na spodnji Savi. Gre za večnamenski projekt pridobivanja obnovljivega vira energije oziroma pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira in hkrati protipoplavna zaščita, bogatenje podtalnice, bogatenje vodnih virov ob seveda spoštovanju vseh strogih naravovarstvenih pravil. Tako si predstavljam tudi v prihodnje vse projekte in tudi projekt hidroelektrarne Mokrice mora seveda biti kompromis med razvojnimi potrebami družbe in projekti oziroma zahtevami po ohranjanju narave in okolja. V časih, kakršni smo zdaj, ko vidimo, kako je ranljivo gospodarstvo, svetovno gospodarstvo, se mi zdi, da je ključnega pomena, da ima Slovenija svojo vodo, svojo energijo in pa svojo hrano. In te tri zadeve so ozko vezane tudi na hidroelektrarno oziroma na take večnamenske projekte, kot je ta. In ravno taki projekti potem omogočajo tako lastno energijo, proizvodnjo lastne energije, proizvodnjo lastne hrane in pa seveda tudi ohranjanje vode na celotnem področju Slovenije. Barbič je ob tem dejal, da zaradi projekta hidroelektrarne Mokrice, ki že 5 let stoji, vsako leto nastane za slabih 8 milijonov evrov poslovne škode. Vizjak ob tem še dodaja. Seveda ne smemo pa dovoliti, da lahko brez utemeljenih razlogov blokira slehernik tak projekt, kot smo pričali v primeru hidroelektrarne Mokrice, ko se brez resnih vsebinskih razlogov že 5 let vrtimo v krogi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za ta objekt. Torej, zato smo na Ministrstvu za okolje in prostor tudi pripravili en krajši paket zakonskih rešitev v interventnem zakonu številka 1 za učinkovitejšo gradnjo, s katero želimo, da se gradnja osredotoči na vsebinske rešitve tega kompromisa med razvojem in ohranjanjem narave oziroma varovanjem narave in da seveda doseže tak projekt tudi v razumnem času svoj epilog oziroma gradnjo. Vizjak se je odzval na očitke nevladnih organizacij, da želi vlada s predlaganimi popravki prvega protikoronskega zakona potihoma omogočiti naložbe v projekte, škodljive za okolje in da s tem na široko odpira vrata vlagateljem. Poglejte, veliko okoljevarstvenih organizacij izpolnjuje pogoje, ki smo jih zdaj postavili za vstop v postopke. Jaz si zelo težko predstavljam, da lahko društvo, ki združuje manj ljudi, kot je nas danes tu, ali recimo postavili smo številko 50, da lahko zastopa interese slovenske javnosti in da lahko zastopa tako imenovani javni interes. Nič koliko primerov v Republiki Sloveniji je, ko se ta, bi rekel, pravica posameznikov, skupin, ozkih skupin ljudi zlorablja. Spomnimo se ta zadnjega primera, to je primer tretje razvojne osi Gabrke, kjer malo številno društvo blokira začetek gradnje prepotrebne cestne infrastrukture Korošcev. Podobno je bilo pri gradnji tovarne Magna, ki danes stoji. Ob tem je še povedal, da okoljevarstveno in nato še gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice pričakuje še letos. Poudaril je pomembnost te naložbe in zagotovil, da bodo storili vse, da se čim prej nadaljuje. Gotovo v letošnjem letu, če bojo seveda obveljale te zakonske spremembe, ki jih je vlada že potrdila in če jih bo potrdil tudi Državni zbor še v aprilu, te predvidevajo določene hitrejše možnosti pridobivanja dovoljenj, ne da bi trpela okoljska vsebina. To se zame zdi ključno poudariti,
kajti nekateri menijo, da bomo nekaj pohitrili, da bomo rokohitrsko delali na račun vsebine. Ne. Okolje, narava, vse te stvari so vrednota, ki morajo biti rešpektirane, spoštovane, vendar na postopkovno učinkovit način, da lahko investitor v doglednem času tudi začne z delom. Torej pričakujem, da v letošnjem letu bo izdano gradbeno dovoljenje, ali bo pravnomočno ali ne, ni odvisno od nas, ampak je odvisno od morebitnih pritožnikov. Gotovo pa se lahko gradnja začne v prvih mesecih prihodnjega leta.